Brigadir Miha Škrbinc, poveljnik prve brigade Slovenske vojske. Koliko imamo tukaj Slovenske vojske, koliko ameriške in kaj je bistvo teh vaj? Torej, na vaji sodeluje 430 pripadnikov 173. brigade ameriške vojske in pa med 200 in 300 pripadniki Slovenske vojske plus ves suport vaje, ki jo zagotavljamo kot domačin. Zanima me, zakaj ste zahtevali odstrel medveda v zadnjem času? Ne, odstrel medveda ni v nobenem kontekstu povezan z to vajo. Medved je bil v tem rajonu prej, zahtevek je bil podan, mislim, da v času že pred vajo in povezovanje odstrela medveda za to vajo je konstrukt. Zanima me, ali je res, da vojaki ne vedo, kje naj stražijo? Domačini namreč opozarjajo, da se lahko mirne duše sprehajajo po območju, tam, kjer bi moral biti vojak, jih ni. Je res, da sploh ne vejo, kje so? Ne, to ni res. Zavarovanje poligona se izvaja po elaboratu strelišča z točno predvidenimi in vrisanimi točkami. Zavarovanje vadišča tudi izvaja Slovenska vojska. Je pa res, da letno nastajajo nove poti, je pa res, da domačini uporabljajo tudi brezpotja in pa določene dele, kjer seveda je možno priti v območje poligona mimo poti, ki so vrisane in zavarovane. Mi seveda imamo tudi to opcijo pokrito z varnostnimi ukrepi. Se pravi, pri vseh streljanjih obstaja posebna dolžnost varnostnega organa, ki se mu reče opazovalec območja ciljev. In to se nam je na tej vaji zgodilo 3-krat, da smo opazili v območju rajona ciljev civilno osebo. Mene pa zanima pravzaprav, kaj bo smoter te vaje. Zdaj, kaj bodo imeli recimo Američani od te vaje, kaj bodo imeli Slovenci od te vaje? V NATO govorimo o dveh pomembnih načelih. Eno je načelo pametne obrambe in drugo je načelo pravične delitve bremen. Ta vaja je najlepši odgovor ali pa je najlepši prikaz delovanja znotraj teh načel. Skupno urjenje povzroči sinergijo, ki pomeni za obe enoti kvalitetnejše usposabljanje za manj denarja. Slovenska vojska pridobiva izkušnje, taktična znanja in pa seveda, bi rekel, se učimo od verjetno ene izmed najboljših vojsk. Ameriška vojska pridobiva obratno, se pravi neke naše izkušnje, naše pristope. Če samo omenim en primer, za ameriško vojsko je uporaba bližnje zračne prostore cenejša v 10-kratniku, kot če bi uporabljali svoja letala. Ampak kaj konkretno recimo se boste vi še od ameriških vojakov naučili? Če greva čisto konkretno, ta vaja je urjenje enot na taktičnem nivoju. Nivo od voda, se pravi skupine 30 vojakov. To, kaj mi počnemo na tej vaji, do zdaj na tem nivoju v Slovenski vojski še nismo počeli. Se pravi, vaja, ki bi na tako nizkem taktičnem nivoju kombinirala tako ognjeno podporo iz zemlje in iz zraka in pa kombinacijo manevra na terenu in pa v urbanem naselju, je za nas resničen napredek v usposabljanju. Dejali ste, da od 98. ni bilo mednarodnih vaj. Letos bodo kar 3, to pomeni, da se ta intenziteta povečuje. Jaz bi temu rekel, hvala Bogu. Če povem samo stališča prve brigade, ob omejenih resursih, ki jih imam, z denarjem, ki ga imam namenjenega za usposabljanje in z 185.000 evri, ki sem jih izgubil letos z posredovanjem ob naravni nesreči,
jaz ne bi mogel niti v polovici izvesti svojega plana usposabljanja, če ne bi imel 2 vaj. Te in pa vaje immediate response, ki sledi. Za mene osebno, kot poveljnika brigade, je ta vaja čisti prihranek sredstev. Vi se zavedate, da ste ob tem v velikem konfliktu z lokalnim prebivalstvom? Jaz sem v konfliktu z manjšo skupino ljudi in z novinarji, ki... 17 tisoč prebivalcev je podpisalo peticijo. Jaz tega ne povezujem. Jaz referenduma ne povezujem s tem. Moja enota, ko je na vadišču Poček, in jaz osebno sem na tem vadišču kumulativno preživel 1,5 leta. Poznam ogromno domačinov, se z njimi družim in pogovarjam. Kadarkoli je moja enota na terenu, se tudi pogovarjamo z domačini. In jaz ne delim mnenja z vami, da smo jim v napoto. Trdim pa, da je seveda naša prisotnost tu do neke mere moteča za okolico. Priznavam oziroma se spopadam z vrsto različnih problemov, ki jih pa v dialogu sproti z prebivalci tudi rešujemo. In v večini primerov tudi zelo uspešno. Kako si boste pa boljše v nadalje prizadevali, da bi za čim boljši dialog z lokalno skupnostjo in za izvedbo v bistvu vseh ukrepov, ki bi omilitvenih, tako zavarovanje okolja in tako naprej, vse, kar so ta odprta vprašanja? Poglejte, letos se je prvič pojavilo, da smo bili opozorjeni, da je hrup večji, kot je običajno. Mi smo potem seveda se s tem problemom takoj spopadli. Našli smo 2 možna razloga. Eden je ta, da smo mogoče prvič po dolgem času v poletnem času izvajali nočne aktivnosti. Če izvajaš aktivnosti po noči v zgodnem spomladanskem ali pa zimskem času, jih zaključimo ob 8-9, ker je prej tema. Zdaj smo to izvajali do 11, ko onesnaženje zraka z hrupom v Postojni verjetno že zelo pade. In je možno, da se je zato, bi rekel, pokanje bolj slišalo. Druga možnost je, da so gozdovi, ki so na meji med Vadiščem in Postojno, res toliko redkejši poujmi, kot so bili prej, in da je ta zvočni buffer seveda manjši. Mi smo odreagirali naslednji dan in ne izvajamo več streljanj z večjimi kalibri po 10 uri. To je en tak primer. Intenzivno delamo na tem, da vedno več od teh aktivnosti na Počku mora imeti tudi lokalna skupnost. Mi sem pripeljemo Američane ali pa bomo pripeljali sem v Postojno jeseni več kot 1000 pripadnikov različnih oboroženih sil iz NATO članic. In od tega Postojna prav gotovo nekaj bo imela. Računamo med 1000 in 2000 nočitev v hotelih. Ti ljudje bojo vsak večer šli ven, bojo porabili nek denar. Obiskali bojo lokalne znamenitosti, perejo v lokalnih pralnicah in podobne zadeve. Tako da jaz mislim, da prihodnost Počka je v sobivanju med lokalno skupnostjo in pa nami vojaki, ki smo na terenu in v oboji stranski koristi. Vas lahko jaz mogoče glede te vaje še vprašam. Torej je rok Prug-2 mogoče vrnitev v konvencionalnem scenariju, kar se Američanov tiče? To je smiselno vprašanje. Dobro vojaško vprašanje je pa treba omeniti, da je ta vaja res na nizkem taktičnem nivoju, na nivoju voda. In da tu ni razlike, tako opazne razlike v tem, kar pravite. Se pravi, še vedno se taktično uri tiste klasične postopke premikanja bojevanja na manevrskem terenu in pa bojevanja v urbanem okolju. Pa lahko recimo na to vpliva tudi ohladitev odnosov Rusija, Ukrajina pa umik iz Afganistana? Jaz mislim, da ti odnosi in pa to, kar se danes dogaja v svetu, je seveda spet primerno vprašanje na neprimerno višjem nivoju. Se pravi, je vprašanje, ki je povezano, ali je smiselno to, kar vojska počne, ali je smiselno, da Slovenija vojsko ima, ali je smiselno, da Slovenija aktivno sodeluje v zavezništvu in podobno. S tem, da sami veste, da so to vprašanja, ki vojaki običajno ne komentiramo. Jaz sem še eno vojaško vprašanje. Eno vojaško, pa čisto na kratko. Zanima me, kakšen tip streliva uporabljate?
Uporablja se oba, če sprašujete, uporablja se oba tipa streliva, zato ker je sistem usposabljanja, kot sta vam poveljnika razložila, narejen po fazah. Da bova skrajšala. Uporablja se bojno strelivo in uporablja se vadbeno oziroma manevrsko strelivo. Ali je res, da uporabljate zastarelo strelivo, ki v nekaterih evropskih državah ni dovoljeno? Ne, to absolutno ni res. Strelivo, ki se uporablja na vaji, je moralo iti skozi dvojno certifikacijo. Najprej so ga morali potrditi in overiti ameriški varnostni organi in potem smo morali odobriti to strelivo še mi, Slovenci. Zdaj pa samo premaknili brigadir, bo tudi gor še za države.